letih se ni dal narediti vsega tega, kar se je dogajalo desetletja po letu 45. In marsikdo, jaz mislim, da nam traja politična oziroma volilna abstinenca že od takrat, ker se ni dal vsem vrniti dobrega imena. Doslej vidite, da nismo uspeli pokopati še vseh, ki ležijo po množičnih grobiščih, imamo probleme z resnico in tako naprej. Čim bolj gledam to, tem bolj razumem zgodovino Judov, ki so rabili 40 let, da so prišli v obljubljeno deželo. Moje zaspavanje niti ni vstopil, če prav beremo. Tako da, zato mislim, da je zelo pomemben vsak korak k zavesti, vsak korak k takovanjemu aktivnemu državljanstvu. Če meni kristjan reče, jaz ne grem volit, vse ne morem nič, mi je pri tem zelo hudo. Ker če si vrgel glas stran, si ga pravzaprav poklonil drugim, nisi izkoristil prilike, nisi želel zadeve spremeniti. In jaz sem vzel vseh pobud, ki se dogajajo v slovenskem krščanskem prostoru, zbor kristjanov in razna gibanja, pojavi, ki ozaveščajo ljudi, da opravijo svoj delež. Mislim, da včasih tudi preveč ozko pojmujemo politiko, da je politika samo vlada pa parlament. Če jaz vidim na enem balkonu v Selški, Poljanske dolini pa kjerkoli lepe rožam, jaz rečem, ta gospodinja razume politiko. Polepšala je svoj kraj, naredila je nekaj za polis, govorimo o polisu, naredila je nekaj za skupno stvar. Politika niso samo izvoljeni izbranci. In jaz mislim, da se nam, kljub temu, da je zdaj že 28 let po osamosvojitvi, še dogaja, jaz pravim temu, krščanski zadržek. Mlada generacija je že veliko bolj sproščena, veliko bolj, brez težav se izraža. Ko sem gledal zdaj tole božično oddajo na slovenski televiziji, to, kar je gospod Merše pripravil, nisem mogel verjeti, kaj gledam, če tako rečem. To je zdaj pa izraz slovenske normalnosti, da nekdo, ki je zelo drugačen od glavnega toka, pove, kako živi s svojim partnerjem, kaj ga matra, kaj ga razsvetljuje. Sem bil resnično vesel, da sem to videl, ker je bilo zame pričevalsko, predvsem pa bilo normalno. In čim več bomo imeli, bi rekel, pričevalskega krščanstva, čim manj nam ne bo vse eno, bi rekel, tem več bomo naši družbi tudi dali in jaz bi si želel, da bi šlo razvoj v tej smeri. Hvala. Ima mogoče kdo od vas kakšno vprašanje? Gospod Dolenčič, sem kratko. Ali se ta postavnica v bistvu na nek način bere podobno kot oni dokumenti, ki ste tudi v zbirki izdali, v osnovni zbirki, rehabilitirate politiko? Namreč papež tako pozitivno vrednoti politiko, da se zdi, kot da je cerkev dan danes še skoraj da edina, ki to politiko, tudi tako v ožjem smislu besede, izrecno brani, spodbuja ljudi, naj vstopajo vanjo, ker vsi večinski glasovi so tisti, ki so tako zelo kritični do politike, da bi jo najraje zaradirali in kakšne druge vzvode odločanja peljali. Zakaj cerkev sistematično skuša rehabilitirati politiko? Če gledamo že tile okrožnice Rerum Novarum 1891, takrat je šlo prvič za to vprašanje delavstva. Se nakažejo tudi poznejši dokumenti. Rastoči komunizem, ki je hotel na ta račun zbrisati, se pravi krščanstvo, češ je samo cerkev, je neka institucija, so bogatini, ki neki druge zajedajo in podobno. Se pravi, že takrat so bili ljudje vsi zadovoljni z tem. Potem Pi 11. quadragesimo anno je pač obsodil potem te totalitarne režime, ampak ni bilo toliko odmeva kot
pa predvsem komunizem. Ni bilo toliko odmeva, takrat je bila že ta linija boja drug proti drugim zelo močna. Šele dejansko Janez 23. s svojima okrožnicama, pa Pavel VI. Je nekoliko te stvari bolj zagrabil. Seveda, to je bil že koncil. Janez 23. v pripravi koncila, mir na zemlji ni odvisen tudi samo ni od Boga, ampak od nas, ali sodelujemo ali ne. In potem zlasti Pavel VI. Pa tako imenovani integralni razvoj ali integralni humanizem. In integralni humanizem je nekaj, kar ti moraš kot kristjan si za to zavzemati. Sam v svoji družini, pa tudi v družbi, kjer živiš. In recimo v Cerkev sedanja svetu, pastoralna konstitucija v koncu se ne boji teh stvari, zelo direktno govori človek. Kristjan je državljan dveh institucij, cerkve in družbe, ali družbe in cerkve. Lahko bi rekli prej družbe kot cerkve, ker je tam, se pravi, rojen kot otrok, ne more še nič. In vendar se na njem že lomijo koplja, kako ga bomo razumivali. In to, kar zdaj ta poslanica zelo močno naglaša, če ti priznavaš dostojanstvo, pravice, s tem dejansko se rojevajo tudi dolžnosti. Se pravi, to je korelativni, ne samo pojmi, ampak korelativno dogajanje se v tem. In to bi morali kristjani živeti. Tole mi je vzbudilo, rekel, nov komentar in ga bom povezal z onim vprašanjem o mladih. Jaz mislim, da bodo mladi pustili sled, če jih bo krščanstvo navdihovalo za njihov družben ali političen angažma. Če pa bo krščanstvo za nedeljo, teden bo pa za nekaj drugega, potem tega ne bo. In bi vam rad povedal eno posebno izkušnjo, ki štrli nekako v mojem spominu iz letošnjega leta. Februarja sem bil v Ruski Dumi, sem bil povabljen tam na njihov molilni zajtrk. Tam so molili politiki skupaj, tako kot podobno kot molijo v Ameriki in v 24 državah Evropske zveze. In jaz sem tam imel en krajši govor na temo, katera izjava Kristusa je najbolj politična. Kaj je povedal najbolj političnega? Jaz sem nekoč mislil, da je bilo to, da je Cezarju, da je Bogu, kaj je njegovega, ne. Pa sem pa prišel do tega, da je najbolj politična izjava Kristusova ta ljubi svojega bližnjega kot samega sebe. In jaz mislim, da je bilo to za Schumana kot kristjana ključna stvar, ko je vstopil v politični prostor, ker on ni bil, bi rekli sociologi, agent cerkve ali Vatikan ali kaj takega, ampak je to, kar je Kristus rekel, to zapoved je on prevedel v politično načelo. Jaz mu rečem po domače načelo enakosti, ker če je bližnji iste veljave, kot sem jaz, če sva 1:1, potem se spoštujeva, se pogovarjava o politiki, sklepava kompromise, potem ni velikih problemov. Čim močnejši pa je jaz nad nekim ti, pa lahko gremo tudi do koncepta nadčloveka in tako naprej, temu večje politične probleme pridemo. In jaz ne rabim nobenih, rekel, velikih liberalnih ali drugih teorij o enakosti ali o človekovih pravicah, ker mislim, da več kot je Kristus rekel, bližnji je toliko vreden kot si ti, večje enakosti se po mojem ne da vzpostaviti. In mislim, da imamo mi problem, kaj bi s krščanstvom v javnem prostoru. In da včasih tudi narobe razumemo, kaj je religija.
Jaz sem imel priliko, oziroma bil sem prvi z Zahoda, ki je v Uzbekistanu govoril po pomoru več kot 1000 ljudi, ki so bili obtoženi muslimanskega fundamentalizma. Sem govoril o verski svobodi, ne? In so bili tam ljudi iz 3 ministrstev in vsak je začel svoj referat z izjavo cerkev je ločena od države. Sem rekel, po naši ustavi tudi, samo sem rekel, a vas lahko vprašam, kaj je vera? Ali kdo je vera? So to inštitucije, so sveti teksti, je doktrina, je hierarhija, so zidovi. Mislim, da ključen pojem vere je vernik, oziroma je državljan, ki je lahko veren ali ni veren, in tizga ti ne moreš omejiti na verski in neverski del, ker živi v skladu s svojimi vrednotami cel teden, ne samo, ko gre k verskim obredom. In smo imeli potem zanimivo debato na ta način. In mi smo doživeli tako, rekel, pranje možganov na temo separacije vere od države, ampak mi lahko ločimo inštitucije. Škofje ne glasujejo z vlado ali s parlamentom. To se da narediti, institucionalna delitev je po sekularnem principu, bom rekel, pozdrava vredna. Ne moreš pa ti državljana ločiti od njegovih vrednot in načel, ki jih uveljavlja v javnem prostoru. Jaz mislim, da bomo to spoznali mogoče mogli uveljavljati v našem prostoru. No, najbrž pa tudi naši cerkveni dostojanstveniki ne rabijo biti sramežljivi. Jaz kot kristjan pričakujem od svojega škofa, nadškofa, da se oglasi in jasno pove, kaj misli v določenih stvareh, ki so pomembne za vse. Mislim, da to nič narobe, ne? Se zadnje čase skuša spet to deliti, ker bi mogli biti brez glasu nekam potisnjeni. No, če samo to ljudje še in še rečejo, zakaj se škofje v določeni stvari ne oglašajo. Se rekel, usedi se in napiši. Sem pa nekaj hotel drugega še reči, ko je bilo to vprašanje vlade in politika. Eno primerjavo. Svoboda, tudi po definiciji, ni svoboda od, ampak svoboda za. In tudi politika ni dejavnost proti nekomu, ampak je dejavnost za neke vrednote. Jaz sem pisal predsedniku Državnega zbora en mail, potem ko po dolgih letih na državni proslavi predsednik izvoljenih od ljudstva jim ni voščil za Božič. Sem dobil zanimiv odgovor, vam ga ne bom prebral. In sem se tam spomnil, da je njegov predhodnik, ki smo mu rekli Jože Smolej Božiček, to naredil že leta 86. Leta 2018 pa je ta pozdrav izostal. Pa jaz ne grem na statistiko. Tudi če bi bili kristjani v manjšini, bi bilo spodobno, da bi se voščilo. Sem pa dobil tak odgovor, da bo iz njega sledil pogovor, tako da se bomo še pogovarjali. No, zdaj ste me res na zadnje vprašanje napeljali, sem ga mislila spustiti, ampak napake v politiki, na to opozarja tudi papež, tukaj v tej poslanici, ki pravi, poleg kreposti žal tudi v politiki ne manjka napak, ki izhajajo bodisi iz osebne nesposobnosti, bodi iz pokvarjenosti okolja in ustanov. In vse te napake na nek način slabijo ideal pristne demokracije. Ni morda ta ideal pristne demokracije že zelo močno okrnjen? Ali ste vi tukaj še optimist? Jaz vztrajam v politiki, ker sem optimist. Meni že marsikdo rekel, pa a ne vidiš, kako je? Pa s vami sem ravno zato še not, ker je tako. Ker če bilo vse lepo, vse čisto, pa res ne bi bilo velike potrebe, da sem še v politiki. Je pa nekaj v politiki, to je vsak izkusil, ki je šel vanjo, da se tam greh vidi veliko bolj
jasno, veliko bolj povečano, bi rekel. Jaz bi rekel, da je to tako tudi prav. Ne. Danes je velik problem zaupanje v politiko in to zaupanje si lahko povrnejo samo politiki sami. Jim ga ne more podeliti cerkev, ne civilna družba in zaupanje se lahko povrne politika samo z odgovornim delom in samo s tistim, kar je bilo rečeno na začetku in kar je poudaril papež, z delom za skupno dobro. Mi smo doživeli, po mojem, inverzijo v drugi smeri, da politika ni služila državi, ampak so privatizirali državo, da je služila njihovim ožjim interesom. Jaz sem vsak dan med ljudmi, pa poslušam. Ravno ko sem šel sem čakal na prometno sredstvo, je rekla ena gospa, vse smo za, da ne povem cele besede. Pa sem rekel, gospa, ampak niso vsi enaki, jaz se že ne štejem zraven. Je rekla, se je res, je rekla, ampak zgleda je pa tako, da smo vse zapravili. In slišati za nov let tako izjavo pomeni, da je pri nas res, da je hudo, da treba res kaj spremeniti. Ker kaj bo država, če državljan vanjo ne verjame? Mogoče zaključimo na tej točki. Jaz upam, da bomo vsi malo večji optimisti. Pa vas sedaj ob koncu vabim še, da nazdravimo novemu letu. Upam, da bo tudi leto miru, pa potem vsako naslednje, pa tudi, da nas bo vedno manj spremljali. Mene skozi že begajo te slike, ki jih imamo na steni. To so slike iz Etiopije, ene najbolj revnih držav. Upam, da bomo tudi tem znali pomagati z dobro in miroljubno